Ok, tukaj pred nami je zdaj čist neuporaben iPhone, noter je še ameriški SIM in zdaj ga bomo mi probali zhekati. Prvo, kar moramo preveriti, je, da preverimo, kakšen firmware ima gor, katero verzijo. To preverimo tako, da pritisnemo zvezdico 3001, če se prav spomnim, lojtro 1, 2, 3, 4, 5, lojtro, zvezdo, kol. Evo, pridemo en tak meni. V bistvu edino tole lahko vidimo, če še ni zhekal. Gremo pogledati verzijo. In tukaj vidimo, da je 3.14.08G. To pomeni, da je tale iPhone ima verzijo 1.0.2. Se pravi, da je programček hacknul. Tukaj sicer teži, da se mora razkonektati, ampak tukaj samo pustimo, da naredi, kar mora fant narediti. Tole vam bo ful časa traja, to boste prvič delali, zaradi tega, ker to iz neta celega puka fajlov potegne, približno za 100 mega, če se ne motim, ampak jaz jih imam že dol, tako da bo tole samo vprašanje cajta, kdaj bo. Tale programček ima tudi eno zelo zanimivo lastnost, da pride do konca, nikoli ne pride do konca. To pomeni, da v bistvu se ustavil malo pred koncem, to je v bistvu en bug, ampak v bistvu pa že stvar končana. Pa dajmo close. No in zdajle, kar moramo narediti, je, da bomo mi vse skupaj aktivirali. Na netu poiščite kakšen activation point, jaz sem najdel enega, ki mi bo odklenil tudi YouTube. In vse skupaj skrito temu bat failu, bomo mi tole aktivacijo pognali. Ok, press any click to continue. Tole se bo iPhone tudi parkrat restartal, ampak moramo spet cajt pustiti. Ok, ajde. Dobar, zdajle smo v bistvu iPhone zhekali, pa bomo pogledali, če nam stvar funkcionira. Da bi nas mogli direkt v meni vršiti. Majčkaj sem vedno živčen pri takih stvarih, ker tole lahko takole kaj zajebeš, pa fintaš stvar. Evo, in smo noter. Super, seveda niti telefon, niti nič še ne dela, smo pa noter prišli sploh v meni. Naslednja stvar, ki bomo naredili, se bomo poigrali, pa odklenili SIM. Ok, zato sta dva softvera, dve aplikacije narejeni, kar solidno delujeta. Prva je SIM Anywhere, jaz bi pa priporočil iUnlocker. Imamo pa tudi pomoč, mokro pa smrdečo. Ok, tole vas imam večina PC-je, bomo odprli na PC-ju, ne na Macu. Pa pogledamo, kako bomo to naredili. Na netu si najdete programček iBreaker. Jailbreak bomo zdaj naredili. Tako da, tole se zdaj povezal na iPhone, tako da bomo izbrali aplikacijo. Install pixel file. In zdaj bomo v bistvu breaknali noter v iPhone. Spravo power off button, bla 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 bla. Ok, gremo tole narediti. Sklopimo iPhone in ga nazaj vklopimo. Ok, ki se nam je postavil nazaj, damo continue. Off. Dober, spet je nekaj pošraufal po telefonu programček in spet moramo reštartati. In zdaj mu rečemo, da preverimo naš jailbreak. Ok, bla bla bla, alright, yes, zdaj bomo pogledali file. Evo, in zdaj smo tudi dejansko datoteke na našem iPhone. To pomeni, da smo mi lepo udarali v njega in zdaj bomo lahko ga tukaj noter srali,
da bomo kaj inštalirali, malo popravljali stvari, ki nam niso všeč in tako naprej. Dobro, jailbreak je uspel, zdaj pa gremo odpreti SIM, da ne bo več zaklenjen na AT&T. Na netu si poiščite, jaz bi vam priporočil, imam dobre izkušnje z iUnlockerjem, PXL, večina folka pa odpira z SIM menu ali pa FreeSIM, ampak tega tale je dosti easy za uporabljati, pa tako, gremo uporabljati tiebreakerja, za to, da. Zdaj bomo rekli applications in bomo browsnali application. Zdaj bomo tole rekli, da naj iz našega PXL fajla, naj ga poišče, to bomo v bistvu ročno poiskali, pa bomo to poinštalirali gor. Ok. Tukaj iPhone, iUnlocker, open. Zdaj tale stvar po USB kablu, programček inštalira na iPhone. Čov. Spremljamo. Tukaj bi mogla biti nova ikonca, ki pa še ni. Aha, zdaj, to je soft restart. Zdaj nas tukaj čaka Unlock. V bistvu je to en programček, ki naredi čisto vse za nas, da zalaufamo, pa pritegnemo tipko Start. Moramo zelo paziti, da pritisnemo samo enkrat. Ne smeš jo dvakrat, ker lahko zjebeš vse in pa moraš na nov firmware, to smo že naredili, in ga tako naprej srati. Tako da ga samo enkrat, pa počakati. Pisali bo, da rabi približno 20 minut, ampak tole traja le 4-5 minut. Pa gremo Start, pa čakamo. Kopira file. Zdaj pa flasha firmware, allow 20 minutes to complete. Ok, tole nas bo bomo zdaj 5 minut po mojih izkušnjah bo tole naredil. Evo, pogledamo, če tole naredil. Completed, ampak preden samo pa tole cilj moramo pa še eno čistilno akcijo narediti in sicer, da ne bi kdaj po nesreči tale iUnlocker zagnal. Gremo nazaj na aplikacije in tukaj noter se pojavi tale Unlock. Tega moramo nujno stran, da damo stran, inštaliramo in se bo inštaliral, bo tale ikonca zginila, pa zdaj imamo tudi software start. Evo, čov, nimamo ga več. Ok, zdaj pa gremo mi zamenjati SIM, pa pogledamo, če stvar funkcionira. Takle paperclip s ponkico. Evo, naprej tole ven naskoč. Nov SIM inštalc, damo ven in damo noter kakšno domačo, bolj domačo. Ok, SIM-mobil. Takole mora početi pk, če smeha pk, če še enkrat poslušamo. Ok, pa stvar celo ustavimo noter. Dopolno svoje mesto. Pk, nov SIM. Tale SIM kartica nima PIN kode in zdaj že vidimo signal, SIM-mobil, Vodafone. No, pa probamo poklicati. Damo speaker. Še na iPhone. Dela. Spremo. Halo. Halo. To je cool. Feedback, to vam pri kitarju tako. Ok. Evo, to je to. Stvar funkcionira. 1-0 za nas. In iPhone je odklenjen. Halo. Halo, čau, povej. Evo, si testni klicatelj. Kaj? Si testni klicatelj. A si na iPhone-u? Ja. No, ti sem si ga pa hitro sklenil. Ja, ful. No, kaj, odlično. No, se vidimo. No, prav, pri tem bodi, čau. Čau. Leti.